Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo se je takole zbrati, kadar pozdravljamo kaj novega. Ali v našem primeru obnovljenega. V imenu občine Radovljica, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Osnovne šole Antona Tomaža Linharta vas lepo pozdravljam na slovesnosti ob zaključku obnove velike telovadnice. Učenci se med urami športa z veseljem vračamo vanjo po nekaj mesecih tekanja po hodnikih in stopnicah. Več o pomenu tega prostora pa bo povedal ravnatelj naše šole, gospod Boris Mohorič. Spoštovani gostje in vsi navzoči, se pravi učenci, učitelji, ostali gostje, lepo pozdravljeni v naši prenovljeni veliki telovadnici. Jaz sem se odločil, da bi danes večkrat poživil tale del z našo zgodovino. Če se spominjate, oziroma tisti, ki ste starejši, se spominjate, da so učenci Osnovne šole Antona Tomaža Linharta v začetku telovadili v Partizanu v Radovljici. Te stavbe danes ni več. Potem se je vse športne dogajanje leta 1972 preselilo v tale prostor, v tole veliko telovadnico Osnovne šole. Leta 1972 je bila dograjena in takrat se je tukaj začelo dogajati pravzaprav vse, kar je športa. Tukaj so trenirali naši učenci, košarko, rokomet, odbojko, nogomet, gimnastiko, trenirali so plezanje, plavalci so imeli suhe treninge. Med počitnicami se je v tem prostoru zbrala tudi državna reprezentanca Jugoslavije v odbojki in tukaj v tem prostoru so trenirali tudi reprezentantje v namiznem tenisu in še mnoge druge skupine. Ampak, ko gremo skozi zgodovino, lahko povem, da sva v tem prostoru trenirala tudi jaz in naš župan, gospod Ciril Globočnik, pod vodstvom našega staroste učitelja oziroma profesorja športne vzgoje Janija Pezniča. Trenirali smo gimnastiko. V tistih časih je bila gimnastika ena izmed osnovnih panog, ki se je vadila na vseh šolah, povsod. Mi seveda smo tudi bili na nekaterih tekmovanjih in ekipa gimnastike je bila vedno pripravljena narediti tudi kakšno akademijo tukaj noter v tem prostoru, kakšen nastop. Tako da, če bi šli nazaj v zgodovino, v kroniko šole gledati, bi videli, da je bilo kar nekaj nastopov gimnastičarjev naše šole, ki so predstavljali športno gimnastiko celotni šoli. Z današnjim dnem sem pa presrečen, da smo uspeli po 50 letih telovadnico malce preurediti, popraviti parket, ki je bil resnično tisti prvi še star 50 let. Tudi ta bo zdržal 50 let, kajti vem, da znamo paziti na to. Zaščitene stene imamo na novo, nova plezala. Presrečen sem, da boste lahko kmalu, oziroma da že lahko vadite v tem prostoru. Jaz bi se zahvalil na tem mestu vsem izvajalcem, vsem tistim, ki so kakorkoli prispevali finančno, z načrtom, z nadzorom, kakorkoli k temu projektu, da se je telovadnica v šoli uredila. In želim vsem učencem čim več užitkov in športne vadbe tukaj noter. Hvala. Drage učenke, dragi učenci, spoštovani gostje, dovolite mi, da vas prisrčno pozdravim v imenu občine Radovljica in svojem imenu. Tako kot je ravnatelj povedal, ker sem sam po duši športnik celo življenje, sem tudi jaz zelo vesel, da smo ta projekt pravzaprav uresničili. Moram povedati, da nam je tukaj prisluhnilo ministrstvo, kajti javili smo se na razpis in prispevalo 100 000 evrov. 100 000 evrov je prispevala občina Radovljica in zato z roko v roki taki projekti so lahko danes uresničljivi. Kot je ravnatelj povedal, je več kot 50 let trajal, bom rekel, ta telovadnični poden, ki ga imenujemo, ploščad, na katerem so se odvijale tako igre z žogo, kot tudi ostale aktivnosti. Danes v tem, bom rekel, času sem prepričan, da
Gostujejo tako košarkarji kot odbojkarji, kot rokometaši, ker imamo izredne športnike v občini in sem zadovoljen, da je tako prenovljena telovadnica tudi z ostalimi stvarmi umeščenimi, torej služi predvsem vam, drage športnice in športniki. Tukaj na koncu se moram zahvaliti pravzaprav nadzoru Ingark Arh iz Radovljice, ki je bil res nadzorni, da je lahko potem s takim ponosom ugotavljamo kvalitetna izvedba. Seveda so bili pa izvajalci iz Artpoda in pa lastnine tudi zelo pomembni, da imamo tako telovadnico. Jaz vam želim, da boste tako z vodstvom šole kot tudi z profesori športne vzgoje pazili, da bo 50 let trajal tudi ta parket. Najlepša hvala in uživajte v športu. Pa spomnimo na enega za nas najlepših dogodkov v tej, tedaj še stari telovadnici. Maja lani so prav v tem prostoru mlajši dečki osnovne šole Antona Tomaža Linharta na finalnem turnirju 57. košarkaškega superšolarja premagali vse nasprotnike in postali prvaki tekmovanja, na katerem je sodelovalo kar 5000 osnovnošolskih košarkarjev pod vodstvom 250 učiteljev oziroma trenerjev. Našim fantom za uspeh še enkrat čestitamo. In prav naši državni prvaki bodo zdaj prvi, ki bodo uporabili uradno odprto prenovljeno veliko telovadnico. Žogo jim bosta podala gospoda župan in ravnatelj. Zagotovo je tudi za vas danes en pomemben dan. Po 50 letih se je prenovila tale telovadnica. Ja, lahko rečem, da sem po duši športnik in da mi je veselje za vsak, bom rekel, košček kvadratnega metra v občini Radovljica, da ga obnovimo ali pa izdelamo novega. Tako je tudi v tem primeru. Še najbolj sem pa zadovoljen, da smo skupaj z ministrstvom pravzaprav sodelovali, vsak je prispeval po 100 000 evrov, da je ta projekt uresničen in pa še nekaj sredstev smo mi dodali za odvodnjavanje v okviru šole in danes lahko s ponosom ugotovim, da je dvorana čudovita, namenjena večjim športom, kar je izrednega pomena
in pa da je tudi namenjena v popoldanskem času, ne samo v dopoldanskem, v učnem procesu, ampak tudi za klube, društva in lahko rečem, da je tudi zasedena. Kakšni so vaši spomini na to telovadnico? Kot smo slišali, ste tudi vi telovadili tukaj, ker ste športnik po duši in po srcu. Ja, če se jaz spomnim nazaj, to je bilo več kot 50 let nazaj. Tukaj smo imeli gimnastične vaje in tudi nastopali, tako da imam lepe spomine, no, ker je bila takrat v bistvu to nova šola. Da je pa 50 let parket zdržal, je bila pa kvaliteta in upam, da v ta tudi 50, zato sem jih danes nagovoril, da se res potrudijo, da so v pravih obuvalih športnih in sem prepričan, da bo tako, ker jim ni vseeno, kako bo izgledalo čez več let za druge generacije, ki prihajajo. Vaša želja je, da se telovadnica vzdržuje in da čim bolj zdrži tale podan. Drži. Vi ste ravnatelj osnovne šole Antona Tomaža Linharta. Pa poglejva za 50 let nazaj, kaj se je dogajalo v tej šoli, kakšna je pravzaprav tradicija te telovadnice? Torej, ta telovadnica je v 50 letih ves čas gostila učence pri pouku, pri rednem pouku in pa še cele popoldneve pri njihovih interesnih dejavnostih oziroma pri delovanju v klubih. V tej naši telovadnici so ves čas trenirali seveda košarkaši, rokometaši, odbojkari, plezalci, so v zadnjem času zelo znani tudi reprezentanti iz naše šole prihajajo. Prej so pri nas bili zelo znani plavalci, plavalke smo imeli, recimo Alenka Kejžar, Nataša Kejžar, Tamara Sambrajlo, Robi Žbogar in tako naprej. Sama znana imena iz področja športa, ampak njihov osnovni šport oziroma športna vzgoja je bila pa tukaj noter narejena, v tej telovadnici in v teh naših prostorih. Jaz sem zelo ponosen, da so telovadnice zasedene preko celega dneva, ker to pomeni, da učenci nimajo časa skakati naokrog in delati neumnosti, ampak so lepo pod strokovnim vodstvom in vadijo. Mi praktično nimamo prostega termina v tej telovadnici, tako da če bi jo kdo želel najeti, je ne more. Zadeva je pravzaprav zasedena od jutra do večera. In tudi sedaj bo tako, kot je bilo pred 50 leti? Absolutno. Pazili bomo na to, kar smo dobili. Res mi je všeč, da imamo novo telovadnico oziroma nov parket, nove stenske obloge, nova plezala. Te obloge bodo pomagale k temu, da se ne poškodujejo otroci, če bi se slučajno kdo zaletel v zid. Parket je bil pa prejšnji tako dotrajan, v 50 letih veste, da je vsaj preložiti bi ga bilo treba, pod konstrukcijo popraviti, ampak tokrat je bila ta kompletna obnova in sem presrečen. Se obeta kakšno zanimivo tekmovanje v bližnji prihodnosti? V bližnji prihodnosti bo tekmovanje in sicer mednarodno tekmovanje v športnem plezanju. To je vsako leto pri nas na šoli, organizira športno-plezalni odsek Radovljica. Plezanje je pa za otroke, se pravi za te, ki hodijo k nam v šolo, njihovo starostno obdobje. Idealno.